da bi ravnatelj lahko omogočil več ustvarjalnosti, več svobode učitelju? Jaz mislim, da so meje, kakorkoli že v glavnem v naših glavah. To je ključna ugotovitev, do katere sem se dokopal tekom vseh teh let. Tu so različne definicije, kaj je kakovostna ali dobra šola. Meni osebno je najbolj všeč definicija UNESCO. Na njo sem naletel pred 25 leti in je zelo kratka. Pravi takole: dobra šola je tista šola, iz katere pride udeleženec, to meni učenec, dijak, študent, ni važno, udeleženec izobraževanja, bolj samozavesten, kot je bil pri vstopu. Ampak tu ne govorimo o lažni samozavesti, ampak govorimo o taki šoli, ki tako naredi, da se udeleženci nekaj naučijo, istočasno jih pa dvigujemo kot ljudi. Učitelj je res avtonomen in jaz mislim, da bi ga vsaka šolska politika morala spodbujati pri tej avtonomnosti, ki dejansko ima, ampak večkrat se niti ne zaveda. Sploh, bom rekel, vsi mi, ki prihajamo iz bivšega socialističnega bloka, je precej blokad omejitev, ki jih pravzaprav ni. Te omejitve imamo samo v glavi in učitelj pravzaprav uči načrt, ga samo vodi, nekaj izhodišča. Edino, kar je danes problem, je z mojega vidika, je eksterna matura, ki je od zunaj vtisnjena in povozi vsakega učitelja, ker je nezaupanje do učitelja. Učitelj, ki uči, ki poučuje, ki daje, ne oceni, ampak oceni ga in tretji ocenevalec ga niti ne vidi. Skratka, ta matura pri tistih predmetih eksterna, kjer se dotakne učitelja, ta jih omejuje, ker se ustrašijo in se bojijo. Skratka, eksterna matura kot primer, z mojega vidika, duši kreativnost in spodbuja guljenje, suhoparno reprodukcijo neke snovi, ki pa zagotovo ni najboljša stvar.